Dame in gospodje, padel je nor rap diss track. Če mene vprašate, pač gladko diss track leta. Veste kaj, dovolj ovinkarjenja, gremo si ga pogledat. Marko, gej. Marko, gej, na pašteti. Pač bolano, jaz ne morem verjeti, kaj mi je tip naredil. Tako da, to je bil ta diss track leta. A ja, drugače je pa tudi Zlatko zdisal Čaleta Saleta v svojem novem videu. Spet. To je zdaj že tretji diss track od Zlatkota na Čaleta Saleta in če kdo rabi scenosled, gre takole. Čale Sale je na Perotovem streamu rekel, da je Zlatko malo pase in da nima nekih ogledov. Zlatko je posnel diss track Klepec laže, kjer med drugim reče, da je Čale Sale bil neprimeren do mladoletnic in da pretepa svojo ženo. Čale mu vrne s komadom Tata, kjer bolj kot to, da bi disal Zlatkota, se poskuša nekako dvigniti na celotno to dramo, neuspešno. Zlatko v odgovor posname Klepec krade, ki je pa več istega iskreno. Potem Čale Sale v odgovor toži Zlatkota in ker ni hotel umakniti svoje tožbe, je prišel zakazan ven tale komad. Drugače pa, sponzor tega videa je Kriptomat. Kot sem že rekel, so Bitcoin in ostali kriptoti šli zadnje čase kar lepo gor in zna se zgoditi, da se približujemo novemu vrhu. Tako da, če bi se radi pridružili zabavi, se lahko preko Kriptomata, ki je zanesljiv, prijazen do začetnikov in vam da 20 evrov v Bitcoinu dobro imetje na začetku, če se prijavite z mojo kodom MarkoZ oziroma preko linka v opisu. Ok, zdaj pa pejmo naprej na video. Prva stvar, ki jo moram o Zlatkotovem dissu reči, je videospot je super. S tem pa so se res potrudili bolj kot z večino slovenskih filmov, to je neverjetno. Lokacije, scenografija, bavdek. Res malo zgleda, kot da se je Zlatko odločil, da rajši kot da Čale Sale dobi njegov denar s tožbo, bo vse, kar ima, vložil v ta videospot, da mu nimajo kaj vzeti. Ko sem videl kredice v opisu, je bilo toliko teksta, da sem prvo mislil, da je to besedilo komada. Tako da pač res bolano posnet spot, 10 od 10. No, zdaj pa minusi. Kot prvo, stvar traja 11 minut. 11 fucking minut. Kaj pol, če gre tako dalje in posname še četrti diss track, bo zgleda celo večerec. Ne bomo ga gledali na YouTubu, ampak v Koloseju. Ne vem, mogoče sem pristranski, ker ne maram preveč repa, ampak to se mi zdi ful preveč že za dober komad. Kar to niti ni. In to je drugi minus. Glasbeno je vse skupaj malo srednja žalost. Če so video del videospota zadeli, je to, kar moramo poslušati zraven, malo bolj meh. Vem, da te boli, zdaj še za burek nimate. Z manjšimi ogledi razfukusam velike križanke. To ne vem čisto, če je res. Zlatko je sicer imel koncert v Križankah, ampak, kolikor jaz vem, ni bil niti blizu temu, da bi bil razprodan. Na slikah nikjer ne vidiš celega koncerta, samo take variante s prvimi vrstami in odrom. In vem, da na prvi pogled zgleda full folka, ampak to so Križanke. Tle not gre res full folka. Pa tudi na posnetkih mi ni izgledalo spet full polno. A vreme nikogar od prisotnih ni pretirano motilo. Spet, ni najboljši kot, ampak res se mi zdi precej prazno vse skupaj zadaj. Tako da me res malo čudi, da Zlatko še vedno toliko sili v te dise čez Saleta, ker ne zgleda, da ima on kaj ful dosti od tega. In na tej točki je Čaletova kariera tako mrtva, da mu prej koristijo kot škodijo. Pač vsaj nekdo, da še govori o njemu. Potem tudi samo besedilo mi ni neki wow. Recimo spet rima iste besede same s sabo. Ti pizdiš, ti vidiš, dobu si po pički. Napadu me je moški, battle vračam pički. In to nisem rabil neki iskat v komadu, to je prve pol minute tega disa. Pač jaz ne razumem, kako lahko folk to zagovarja. Vem, da sem jih že omenjal, ampak to mi res deluje, kot da bi se zo skregali in bi začeli obračunavati med sabo, tako da si pišejo dise.
Rekel sem ti, da si budala, ker mi izgledaš tak glup, kot da si budala. Pač, ne vem, sem to samo jaz? Ne štekam repa ali neki, ne razumem. Kjesto zdaj mišiči, miram budi in ne miči, Zlatan, miram Fabian, tata mal na Jokera mi liči. To sem poslušal 10-krat in res mi deluje, kot da notri reče Zlatan, Miran, fata, tata, mama, Jokera mi liči. Kaj? Ne vem, meni to res ni neki ful poslušljivo, ampak kot rečeno, ne maram neki repa, tako da mogoče sem pristranski. Da male nagovarju, da vržejo mi jajca, če vejo, kje je moj balkon doma v Novih Jaršah. To je res malo nizko, ko se ti folk maščuje zaradi nečesa, kar si rekel na internetu, tako da objavljajo tvoj domač naslov. Maš prav, Zlatko, takih ljudi bi se tudi jaz izogibal. No, pa da ne grem čez celo reč, ker, kot rečeno, je kar precej dolga, videospot pol naprej izpade kot neka fantazijska verzija dogodkov, ki malo izpade, kot bi si Zlatko želel, da bi se vse skupaj odvilo. Zlatko pove policiji, kaj je Čale počel mladoletnicam, Čaleta aretirajo, ga pripeljajo na zagovor in ga malo mučijo. Pol se pride Čale zagovarjati na sodišče, kjer je Zlatko tožilec, in zmagajo. Čale gre v zapor, kjer ga ostali zaporniki ubijejo. Pol ga pripeljajo v mrtvašnico na obdukcijo, kjer se Zlatko še malo naslaja nad njegovo smrtjo. In na koncu ga še veselo pokopljajo. Pač ne vem, je še komu malo morbidno vse skupaj? Sej vsak od nas kdaj fantazira kaj malo bolj temačnega, da ne rečem motenega, ampak ne greš potem tega dejansko posnet in objaviti. Sem pomislil tudi, da bi lahko to bila metafora za to, kaj počne Zlatko s tem komadom Čaletovi karieri, ampak to je že nekako mimo, kaj ni? Ta komad ni mogel ubiti Čaletove kariere, ker je mrtva že od prvega disa. Sale je svoj velik koncert za obletnico odpovedal že preden je ta komad prišel ven. In iskreno, če bi prišel prej, bi mu mogoče celo pomagal pri prodaji. Tako da to, kar zdaj dela Zlatko, je v resnici bolj podobno temu, kot če bi Čaleta izkopal iz groba, odprl krsto, povlekel ven truplo, ga obrnil okoli, vzel ven lub. Glejte, lahko je pa vse skupaj, samo pač preveč deep zame, ne rečem. Ker to rap komadi ponovadi so, tako deep, da bi opozorilne znake mogli lepiti zraven. No, ampak pejmo še na par delov videospota, ki so se mi zdeli najbolj zanimivi. Izražati se svobodno je pravica v mojem delu, krivica ali resnica mlade punce je poderil. Tukaj nimam blage, kaj ima veze to, da Martin Strel je Olimpija Burek zdraven na sodišču? Ali pa zakaj Zlatko zagovarja svojo pravico do svobodnega govora na sodišču, kjer je on kao tožilec? Pač, upam, da ima za svojo tožbo s Čaletom Saletom najetega kakšnega odvetnika, ker drugače se to ne bo najboljše išlo. Šklepac se hoče delat, noče Helek se požira, zato pa tožme in v moj mudnarju fantazira. Kot rečeno, Čale toži Zlatkota za 40.000 evrov in to je nekako poglavitni razlog za ta videospot. Zdaj, jaz osebno se ne strinjam s temi tožbami, ker te nekdo užalil z nečim, kar je rekel, pa tudi če si zaradi tega zgubil posel. To po moje ne bi smela biti možnost. Ampak, potem kar sem slišal, naj bi izgledalo, kot da bo Čale Sale zmagal to tožbo. Ker so baje, tiste neprimerne slike, ki so jih najstnice dobivale na Snapchatu, bile poslane iz nekega lažnega profila in ne od Čaleta. Pa še enkrat, baje. To so govorice, ki sem jih sicer zasledil iz kar verodostojnih virov, ampak še vedno govorice. Zlatko je, kot rečeno, celo napisal, da ima Čale Sale 24 ur, da umakne tožbo, če noče, da pride ven ta diss track, kar... Res? Tožbo za 40 jurjev bo umaknil, da ne objaviš enega diss tracka, potem ko si jih objavil že 2? Res? A ja, ne, pardon, 24 ur, da odmakne tožbo. Kot da mu jo je pustil pred park placom in zdaj ne more priti ven z avtom zaradi nje.
Pak, jaz se res upam, da imaš dobrega odvetnika, Zlatko. No, druga govorica, ki sem jo zasledil glede vsega skupaj, pa je, da baje ni Čale Sale v težavah s policijo zaradi vsega skupaj, ampak Zlatko. Ker zgleda to, da poseduješ dokaze o spolni zlorabi in jih ne posreduješ naprej policiji, je tudi kaznivo dejanje. Ampak to pa moram reči, da se mi ne zdi preveč zanesljivo, ker če Čale Sale ni bil aretiran za vsega skupaj, potem te dokazi izgleda ne dokazujejo dejanske spolne zlorabe. Pa spet, kot rečeno, tle nimam nekih oprijemljivih dokazov, tako da samo ugibam, ampak to se meni zdi smiselno. Lahko izpadam buli, ko zagrabam kuli, zakaj objavil si komad na 11. juli. Okej, to je verjetno najbolj nenačrtno smešen del tega komada. Priznam, da sem mogel iti poguglat, kaj se je zgodilo 11. julija in očitno je to obletnica pokola v Srebrenici. Tako da, čeprav štekam, tle Zlatko očita Saletu, da je ta komad objavil 11. julija, ker so Čaletovi starši iz Srbije, Zlatko pa je bošnjaškega rodu. Zlatko, stari, kaj se ti zajebavaš? Ti res misliš, da Čale Sale premore kakršnokoli politično sporočilnost v svojem delu? Avtor besedila Gucci, 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 Gucci za pokuči ima neke skrite nacionalistične namige v datumih objave svojih komadov. Res? Mislim, se imam rad dobro teorijo zarote, samo ta je res wow. Tebe bilo je strah zase in za bližne, na mene hotel si poslati svoje frende bližne. Ka mislil sem, da ne moreš padati nižje, do mene na dan prišle so tvoje nove svinjarije. Z tega dela nisem izpostavil zato, ker rima bližnje z bližnje, ampak zato, ker je notri Ana Vida Resnik. Punca, ki je Čaleta Saleta obtožila, da je vsiljeval pijačo, ko je bila mladoletna, jo neprimerno poljubljal in ji forsiral pogovore o seksu, tudi ko njej res na videz ni bilo do tega. Žal intervjuja, kjer o temu razlaga, ne najdem več na netu, ampak se mi je zdela primerna izbira za osebo, ki vodi njegovo procesijo. In to zaključi Zlatkotov lirični atentat na truplo Čaletove kariere. Če bi mogel dati oceno samo glasbi, bi bila verjetno 3, ampak videospot vse skupaj dvigne na 6 od 10. No, in potem pa je še Čale Sale objavil svoj komad, ki je bil nekako odgovor vsemu skupaj, in zadeva je kar malo žalostna. Pa niti ne iz vidika izvedbe, ampak prav sporočila. Komad se kliče Spomini, kar je več ali manj to, kar je Čaletu Saletu od njegove glasbene kariere na tej točki še ostalo. Da jutr propadem, enim je želja, a jaz napolnil sem trg sred celja, na filu sem Maribor, Koper, Ljubljano, 100 koncertov v letu za mano. Ja, se bojim, da je vse to res za tabo, ja. Pač cel ta komad ima malo tak boljši dnevi so mimo vibe in kar malo daje občutek, da se je Čale Sale z njim hotel predati. Cela država dvigvala je roke, muska je moja, tudi za otroke. Kleni sramote, na to sem ponosen, sa največ pomeni, da je ratu sem fotr. Evo spet, cela država dvigovala je roke. Nekako bilo prošlo, kot bi se reklo. Pa to, da ga poslušajo froci, je tudi kar flegma priznal. Lahko bi šel kaj v smislu, ja, mene poslušajo froci, tebe niti to ne. Ampak je čisto flegma, ja, mene poslušajo froci, se mi ni bed. Pač presenetljivo odraslo od Saleta. Wow, kaj se dogaja? Hočem respekt za svoje komade in za vse to, kar naučil sem mlade ljudi. Okej, lih sredi teh afer z mladoletnicami mogoče ni najboljši čas za govoriti, kaj si naučil mlade, ampak dobro. Drugače, prvo sploh nisem bil siguren, če je ta komad res odgovor na diss track, ampak mislim, da je zaradi tega dela. Tako lahko repam do jutr, sam ne zdi se mi fair, da ne bi kdo, kaj je super, dobil občutek, da je amater. Evo, tle po moje hotel reči, da je on boljši od Zlatkota, ampak še vedno to reče na najlepši način možen. Ne reče, da je Zlatko amater, ampak v bistvu reče, da je Zlatko super. Samo Čale je še toliko boljši, da noče, da bi zraven dobil občutek, da v resnici ni. Čisto tak mini diss, kaj ni? Ej, ful si dober, stari, skoraj toliko kot jaz. Lajajo k psi, ker uspehih toliko boli, sam en je MVP in vemo vsi, da nisi ti.
spet, ne reče, da je Zlatko za nič ali karkoli, samo da ni najboljši. Mislim, tukaj niti ne reče, da je Čale Sale sam MVP, samo Zlatko, ne. Ne vem za vas, ampak meni je to skoraj ljubše sporočilo, kot upam, da te v zaporu prefukajo do smrti. In skupna ocena, ne boste verjeli, ampak 5 od 10. Vem, še sam sem malo šokiran. Čale Sale je totalno spušil v lajfu in njegovim komadom je to pomagalo? Sicer negativne komentarje pod videom še vedno brišem, tako da I guess, da ni ne vem koliko spet napredoval v lajfu in je verjetno še vedno malo bolj poln sam sebe, kot bi rabo biti. Ampak to, da se je uspel s tem komadom rahlo prikupiti celo meni, ki ga res ne maram, je pa dosežek. Drugače pa, kdo je zmagal to rap bitko, sploh ne vem, če ima smisla komentirati, ker je itak Zlatko zmagal vojno že zdavnaj. Tako da ta zadnji Zlatkotov komad ni rap ekvivalent bitki za Leningrad, ampak če že kaj, je to rap ekvivalent povojnih pobojev. In upam, da bo to dovolj. Obeh komadov žal nisem mogel pokomentirati v celoti, ker bi to ful preveč trajalo, tako da lajkajte ta video in se naročite na kanal, če mislite, da sem vseeno zadev bistvo. Če ne, mi pa lahko še vedno napišete v komentar, kakšen debil sem in kako nimam pojma o rapu. Jaz jih vsaj ne brišem. In seveda, ne pozabiti preizkusiti Kriptomata preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau! Moje bi, jaz paštetu.